Ravno to terapijo, če lahko tako imenujem, life reading, velikokrat kombinirate tudi z drugimi metodami, naprimer z življenjsko introspekcijo, pri kateri pa uporabljate tudi eno tako zelo zanimivo napravo e-meter. Kaj sploh e-meter je, zakaj se ga uporablja? Psihoemociometer ali e-meter se uporablja, oziroma jaz ga uporabljam pri življenjski introspekciji, kar pomeni neko obliko psihodiagnoze. Dejanska uporabnost e-metra je v tem, da izredno skrajša čas, ki se porabi za to, da se odkrijejo vsi dogodki, travme, situacije, neurejeni odnosi, na katerih ima klient vezano psihično energijo. Se pravi, da deluje na bazi, na osnovi detektorja laži in odčita tako imenovane delce psihične energije, ki jih ima človek vezane za neko vsebino njegove zavesti. Če karikiram, več, ko imaš energije vezane v preteklosti, več, ko imaš energije vezane v prihodnosti, manj ti ostaja za tukaj pa zdaj. In tipičen primer, se pravi, človek, ki je nemotiviran, se ne more premakniti, leži doma na kavču, nečno čakam sliko, če ustvarimo. Vse mu je težko, vidi naprej, se pravi, razmišlja o tem, če to naredim, kaj vse lahko bi se zgodilo, razmišlja, rekel sem nazaj to naredil, kaj bi se mi je takrat zgodilo. Se pravi, ima energijo vezano v prihodnost, preteklost in mu enostavno zmanjka za tukaj pa zdaj. Če še bolj poenostavim, pri tej introspekciji se človek sprehodi, oči ima zaprte in se sprehodi skozi svoje življenje in e-meter odčita, rečemo, pokaže na tisto področje, konflikt, travmo, odnos, rečemo, kjer je vezano preveč njegove psihične energije. E-meter uporabljamo, lahko rekel, za tako imenovano psihodiagnozo. Je precej originalno, tukaj v Sloveniji mislim, da nihče ne uporablja toliko aktivno, toliko splošno, kot jaz. Dočim je prisotno bilo to v tem gibanju oziroma pri scientologih. To je bilo gibanje. In s tem tudi izhaja ta e-meter. Torej, reciva zdajle, da smo z e-metrom ugotovili, kje ima posameznik vezane svoje negativne energije, kje so torej problemi. Zdaj vemo, kje so, kaj pa potem? Ko je to ugotovljeno, se pravi, ko imaš izpisane vse tiste kritične momente ali pa prepričane identitete negativne, ki jih ima človek v sebi ali pa v drugih, se gre v tako imenovan drugi del življenjske introspekcije, se pravi v diskriranje oziroma balansiranje vseh teh metod. Tukaj se uporablja več kot 10 različnih šamanskih metod, 5-6 gnostičnih spiritualnih metod, globinski pet, praktično ves asortiman, kar obstaja, in to je več kot 30 različnih metod, iz katerih bi lahko z vsake naredil študijo praktično. V vašem centru Altorium torej uporabljate širok spekter metod, s katerimi lahko pomagate posamezniku, pa če torej narediva eno tako hitro primerjavo med klasičnimi oblikami psihoanalize, pa to metodo, katero sva ravno kar omenila, kaj bi lahko rekla? Že prek sem omenil, se pravi, v dejanski situaciji so te metode, ki jih jaz izvajam, rečemo, toliko učinkovite, deluje dejansko čudežno v primerjavi s tem, da praktično ne zdrži nobene primerjave. Ena izmed teh stvari tudi e-meter prav temu pripomore, se pravi, na mesto razgovora, ki bi trajal 2 ure, da bi lahko prišel, rečemo, terapevt do bistvenih podatkov o teh vzrokih nesreče ali pa vzrokih disharmonije v človeku, e-meter to opravi v 5-10 minutah. Tu je stvar treba preizkusiti in moram priznati, povedati, da v dosedanji praksi sem imel prako z ljudmi, ki niso imeli absolutno nobenih izkušenj, rečemo, z duhovnostjo, spiritualnostjo, z zdravljenjem, z energijami, ampak vsakdo je lahko ta proces izpeljal. Moram povedati še, da
edine težave, ki imam, tako rekel, avtentični terapeuti pri ljudeh, rečemo, ki niso imeli nikoli teh izkušenj, je to, da enostavno težko dojamejo oziroma ne registrirajo, da neka travma, ki je po naše, če v žargoniču uporabljam, ki je narejena tako, kot je treba, popolnoma izgine, se izgubi tudi ta časovna sled. Tako da človek sploh ne ve, da je kdaj imel ta problem. Opazijo čez čas, če rečemo, njegovi bližnji, oziroma, kako bi rekel, moraš imeti kar precejšnje izkušnje, da sploh opaziš, da te, rečemo, travme, fobije, ki te že spremljajo celo življenje, zdaj več ne obstaja. Ne. Ko enkrat veste, kje je problem, kaj potem storite, kako se ga lotite, ali sami presodite, s katero metodo boste reševali problem? Ja, točno tako, se pravi. Moja definicija šamanov, šamanske metode je ta v prvi vrsti, velik del tudi leži, se pravi, na šamanu, na temu, ki izvaja to terapijo. Se pravi, če on ni integriran, če on ne živi v harmoniji sam s sabo, z družino, s svojim poklicem, svojo prihodnostjo, preteklostjo, nemogoče, da lahko pomagaš drugemu. Ne. In že samo svoja prisotnost, se pravi, ko bi rekel, ta integriranost in pa motiv šamana, da pomaga. Ne. Se pravi, da zdaj pa bomo nekaj naredili, bomo pomagali človeku. Ne. Se pravi, mora biti prisoten. Ta motiv pa izhaja, če se navežem nazaj na te globoke spiritualne izkušnje, in je absolutno pogojen. Rečemo, lahko ločeš dobrega pa vrhunskega terapeuta po temu, ker vrhunski terapeut ima to v sebi. Ne. Se pravi, on dojema vsakega klienta kot sebe. In on, ko se klient usede nasproti njega, on občuti njegov problem. On občuti, to je bistven element. Ne. Se pravi, on se slabo počuti in tisti moment se klient slabo počuti. In ko on naredi proces, ko je zaključen, se klient odlično počuti in on se odlično počuti. Se pravi, če karikiram to, kar jaz počnem, jaz bi lahko to počel 24 ur na dan, se pravi, če bi bil plačan strani drugih, bi delal to zastonj. Ne. Če bi bilo poskrbljeno to, kot moglo biti, ne. Se pravi, da bi to država, skupnost, ki plačuje take zdravljenja, bi to delal zastonj. Ne. Za šamanizem pa so, kolikor vem, značilni tudi obredi. Ljudje, ki se odločijo za life reading, kot sem že povedal, to je zelo globoka metoda, zelo dosežeš tiste energije, svojo usodo, in če si v disharmoniji s tem, se adekvatno na to, se pravi, najbolj primerna stvar se priporoči, kjere energije, rečemo, kjera ta naravna sfera ne leži ali pa ni energetske povezave. In tukaj lahko prodavljamo, rečemo, ta povezava z eno od najbolj pomembnih energije, energija krvnih prednikov. Ne. To je precej, lahko rekel, na zahodu zanemarjeno področje. Je pa ena izmed najbolj mogočnih energij, in ko se ta prebudi v človeku, recimo, običajno njegovo življenje tukaj pa zdaj v tej fizični realnosti postane veliko bolj enostavno. Se pravi, po domači povedano, ko se ti zavedaš, če nekoga ne bi bilo, tvojih krvnih prednikov, tvoje prababice ne bi bilo, tebe ne bi bilo tukaj. Ti začutiš to spoštovanje in kar je najbolj pomembno, ti občutiš to povezanost in prisotnost njih tukaj. Ne.